Torej, kako izdelati interaktivni zemljevid z lastnimi fotografijami? Potrebujemo najprej fotografije, ki jih želimo objaviti na tem interaktivnem zemljevidu. Jaz sem si pripravil tukaj 3, ki v sebi, v svojem zapisu ne nosijo nobene informacije o tem, kje so bile posnete. Zato bom tole v naslednjem koraku opravil ročno. In sicer tako, da bom te slike naložil v eno izmed storitev spletnih albumov, in sicer Picasa Web Albums. V Picasa Web Albums, kot že domena pove, se lahko prijavimo z Googlovim uporabniškim imenom. Pojavijo se nam naši albumi, trenutno jih imam tukaj nekaj, želim pa izdelati novega, zato izberem tukaj gumb naloži. Poimenujem svoj album in tukaj kliknem izberi fotografije iz mojega računalnika. Lahko izberem vse 3 naenkrat. Počakam, da se prenesejo v spletni album in potrdim z v redu. Takole. Če sedaj grem tukaj na izbiro moje fotografije, se bo tale album z temi 3 slikami pojavil med mojimi ostalimi albumi. V tem koraku je smiselno nastaviti tudi vidnost tega albuma. Tale ključavnica pomeni, da te slike trenutno vidim samo jaz. Če želim, da jih vidijo tudi ostali, moram tole spremeniti. Vidnost izbral bom javno v spletu. Shranim takole. V naslednjem koraku bom posamezne slike uvrstil na ustrezno mesto na zemljevidu. Izberem si sliko, vem, da je tale slika bila posneta v Dvorjanah, in na desni strani je ena izmed možnosti tudi dodaj lokacijo. Klik na tole me pripelje do zemljevida, po katerem lahko iščem. Iščem Dvorjane, takole. In ker vem zelo natančno, kje je bila posneta, lažje pa se orientiram, če imam vklopljen satelitski posnetek, si ga vklopim in poiščem šolo. Šola je tukaj. Tole značko postavim točno na tisto mesto, kjer je šola v Dvorjanah. Tole svojo odločitev potrdim, zdaj shranim mesto in v tem trenutku se mi zraven fotografije že pojavi karta, na kateri je označena lokacija tega posnetka. Podobno naredim še za drugo in tretjo sliko. Ko sem tole opravil, je moj album oziroma so vse moje slike že opremljene z tako imenovanim geotagom oziroma oznako, kjer so bile posnete. In to se vidi tudi v tem albumu. To so te 3 lokacije, kjer so bile moje slike posnete. Včasih nam je tole že dovolj, če želimo, da so fotografije osnova naše neke predstavitve. Zraven teh fotografij bodo obiskovalci mojega albuma lahko videli lokacijo posnetkov. Če pa želim še narediti en korak več, da te fotografije objavim na ločenem interaktivnem zemljevidu, pa moram narediti še sledeče. Na tej povezavi, kjer piše ogled v programu Google Zemlja, se skriva povezava do datoteke tipa KML, ki nosi v sebi informacijo o vsebini in lokaciji posnetka. Lahko si jo prenesem k sebi na računalnik in kasneje uporabim pri izdelavi interaktivnega zemljevida. Jaz bom pa tole nekoliko skrajšal in si bom v odložišče shranil samo povezavo do te datoteke. In sicer v angleščini bi tole bil desni klik in copy shortcut ali pa kopiraj bližnjica. Desni klik na tole povezavo in kopiraj bližnjica.
takole. Interaktivni zemljevid bom izdelal v drugi storitvi, ki se imenuje Google zemljevidi. Prav tako storitev seveda od Google, kjer se lahko sedaj znova z enakim uporabniškim imenom prijavim. Tukaj izberem moja mesta in nato ustvari zemljevid. Zemljevid bom poimenoval interaktivni zemljevid številka 1 in tukaj izbral možnost uvozi. Sedaj bi lahko prenesel tisto datoteko tipa KML iz svojega računalnika, tako da bi jo poiskal, ali pa neposredno prilepim povezavo do te datoteke, ki sem jo prej kopiral v Picasa Web Albums. Prenesi iz URL, takole, in slike se uvrstijo na ustrezno mesto na zemljevidu. Smiselno je še urediti opis. Takole, ko smo tole uredili, kar smo imeli namen, kliknemo shrani in pa končano. To je sedaj naš interaktivni zemljevid in če pogledamo pri moja mesta, se med ostalimi mojimi zemljevidi pojavi tudi tale interaktivni zemljevid številka 1. Če želimo sedaj prijatelju ali pa na svoji spletni strani objaviti povezavo do tega interaktivnega zemljevida, izberemo tukaj povezava in tole povezavo uporabimo kot link v blogerskem zapisu ali pa recimo lahko jo pošljemo po elektronski pošti. Če pa naredimo še en korak dalje, da želimo tole karto vdelati v spletno stran ali pa blogerski zapis kot aktivni vtičnik, pa bomo izbrali tole drugo možnost. V primeru, da boste tukaj našli napis, da tega zemljevida ni mogoče vključiti v spletno stran, si izključite tako imenovano storitev Google Labs, če jo imate seveda vključeno. Kako tole izključite, pa boste uporabili spletni iskalnik z zaključnimi besedami Disable Google Labs. In ko tole onemogočite, lahko potem tudi uporabite tole funkcijo vgrajevanja interaktivnih zemljevidov. Tole kodo tukaj seveda kopirate, te copy, in potem na ustreznem mestu v vaši spletni strani prilepite. Pomembno je, da veste, da velikost, kot jo nastavite tukaj, bo kasneje vidno tudi v vašem interaktivnem oziroma v vgrajenem zemljevidu. Tudi tale povečava ali pomanjšava ali pa satelitski posnetki ali pa navadna karta, navaden zemljevid. Torej, nastavite si pogled, kot ga želite, in šele potem pojdite na tole povezavo in izberete tole, copy ali pa kopiraj, na to pa bomo prilepili v našo spletno stran. Kamorkoli boste že vgrajevali tole kodo, ki ste jo dobili na prejšnji povezavi, je pomembno, da kadar tole prilepite, imate nastavljen tako imenovani HTML način, kar pomeni, da dejansko prilepite izvorno kodo spletne strani. Seveda pa se pred tem pozanimajte, ali vaš portal ali vaša spletna stran sploh omogoča vstavljanje objektov na ta način. Če jih ne, pa še vedno lahko uporabite povezavo na svoj interaktivni zemljevid.